če govorim kot zdravnik, bi rekel, da kaj občuti večina zdravnikov je to, da je v medicini, v zdravstvu vedno več administriranja, vedno več dela za računalnikom in vedno manj dela za ljudmi. Zdaj po nekih ocenah že približno 50% časa zdravniki preživijo za računalnikom, zato da prvič pregledujejo podatke o bolnikih, drugič naročajo na druge preiskave, na druge preglede, pišejo napotnice in recepte, vedno manj pa se ukvarjamo z bolniki. Naslednja stvar, ki je tudi velik problem, je to, da se pri nas začenja vedno bolj pojavljati tako imenovana defenzivna medicina oziroma medicina, ki dela veliko preiskav in vedno manj posegov. Zato, ker preiskave zmanjšujejo možnost napake, vendar pa v končni fazi ne omogočajo zdravljenja tako dobro. Začim posegi pač omogočajo veliko večje število napak. Stališča pacientov bi rekel tako, da če gledamo na splošno, je za veliko večino pacientov v Sloveniji dovolj dobro poskrbljeno. Za nekatere bolezni, nekatere bolezenske stanja je pa tako, da sicer se jih zdravi, vendar je dostopnost do teh posegov težja, in je potrebno preveč korakov in preveč, bi rekel, na preveč vrat je treba potrkati, preveč specialistov je treba videti, da se na koncu skoordinira neko zdravljenje, ki je sicer na razpolago, vendar je organizacijsko težje dostopno. Če pa recimo delovanje zdravnika zasebnika in tudi investitorjev zdravstva, pa moram reči, da so izrazito nenaklonjeni časi in da se še slabšajo. Prav gotovo ne, ker reforma se predvideva, da se bo nekaj novega uvedela, ne pa, da se vračamo na stare čase. Stari časi, to se pravi časi socializma, jaz se jih spominjam, velika večina vas se mogoče več tega ne spominja, ampak jaz se spomnim moje stare mame, ki je imela drugačno zdravstveno izkaznico v času socializma, ker je bila kmečka zavarovanka in ona je veliko storitev mogla plačevati iz svojega žepa. Zdaj ta obdobje tako zelo poveličujemo. Vem, da ni bilo vrečke za izpeljano črevo. Šele ko je en politik zbolel in je imel izpeljano črevo, so se vrečke kar naenkrat pojavile na trgu, potem so zopet izginile. Vem, da določenih antibiotikov ni bilo, vem, da ni bilo določenih sredstev proti bolečinam. To so vse ljudje pozabili, mi pa vemo, mi pa nismo pozabili. In če se bomo lotili sprememb tako, da bomo uvajali sistem, ki je nekoč že pripeljal do slabega stanja, nam bo tudi ta sistem spet pripeljal v slabo stanje, še slabše kot je zdaj. To drugače ne more biti. Tako da jaz mislim, to, kar bi rekli, gre v bistvu predvsem za reformo zdravstvenega zavarovanja, da bojo ukinili, bi rekel, dodatno zavarovanje, ki pa po mojem mnenju res ni pravi način, ker dodatno zavarovanje je v bistvu uvedlo brezplačne zdravstvene storitve, brez participacije. To pa ni v redu. Moje osebno mnenje je, da bi bilo potrebno uvesti participacijo za določene skupine prebivalcev, seveda izvzeti ogrožene skupine in starejše in otroke, ampak za tiste ljudi, ki pa so normalno aktivna populacija, pa je potrebno participacijo uvesti, ker s tem zmanjšuje, bi rekel, obisk pri zdravnikih. Če recimo sam spet iz moje prakse, ko sem jaz začel delati medicino, če smo imeli na dan 30 bolnikov v splošni praksi, se nam je zdelo, da zelo veliko delamo. Danes jih imate 60 in več. In kako lahko sploh dela? Meni ni popolnoma jasno, kako lahko sploh zdravniki pod takimi pogoji delajo, in da še toliko dobro delajo, kot sploh delajo.